Zofija Mazej Kukovič je evropska poslanka Slovenske demokratske stranke, ki je vključena v Evropsko ljudsko stranko, ki v Evropskem parlamentu deluje kot največja politična skupina. Kot mestna svetnica v Ljubljani se zavzema za boljše gospodarjenje z denarjem davkoplačevalcev. V Evropskem parlamentu poslanka deluje za skupni interes, to je za boljšo prihodnost Evropejk in Evropejcev, kar je tudi ključni razlog za enotnost ter sodelovanje med različnimi političnimi skupinami. Poslanka je aktivna tudi v domovini. Požen Evropo je edinstvena pobuda, namenjena predvsem zaposlovanju mladih, iskanju novih zaposlitvenih priložnosti, spodbujanju mobilnosti in predstavitvi izobraževalnih možnosti v državah članicah Evropske unije. V petek 12. julija ob 18. uri sta evropska poslanka, ki je tudi članica odborov Envi in ITRE v Evropskem parlamentu, Zofija Mazej Kukovič in ekipa Požen Evropo, pod Kozolcem pri Bizjaku v Ohonici pri Borovnici organizirali izobraževalni dogodek Hrana za zdravje in delovna mesta z naslovom Sodobne rešitve za samozaposlitev. Dogodka se je udeležilo mnogo ljudi, ki so z zanimanjem prisluhnili govorcem in tudi sami sodelovali v razpravi. Cilj srečanja je bilo prepoznavanje priložnosti, ki jih inovacije in internet ponujata na področju povezovanja, mreženja in uresničitve dobrih podjetniških idej in praks. Poleg Zofije Mazej Kukovič in ekipe Požen Evropa, ki je skupina mladih, ki se ukvarja s promocijo projekta Hrana za zdravje in delovna mesta, prostovoljstva in sodobnih rešitev za samozaposlitev, sogovorniki Marjeta Cotman, bivša ministrica za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije, doktorica Majda Černič-Istenič, izredna profesorica na Biotehnični univerzi v Ljubljani in Kristel Ogris, direktor podjetja Algid d.o.o., predstavili možnosti povezovanja motike z računalnikom ter pomen inovacij in informacijske tehnologije pri ustvarjanju samozaposlitvenih možnosti. Sodobni svet je svet tehnologije in interneta. To je čas, ko so nam v vsakem trenutku na voljo informacije z vsega sveta, čas, ko imamo ves svet na dlani. Cilj srečanja je bilo prepoznavanje priložnosti, ki jih inovacije in internet ponujata na področju povezovanja, mreženja in uresničitve dobrih podjetniških idej in praks, kajti danes moramo tudi na področju pridelave zdrave hrane iskati sodobnejše poti do potrošnika. Prav internet ponuja veliko možnosti, kako potrošnika povezati s pridelovalcem. Evropejci smo po eni strani zelo bolan narod. Kljub temu, da imamo visok standard, smo zelo bolni. Vsak četrti Evropejec ima raka. Poleg tega je veliko mladih brez dela. Vendar pa v Sloveniji oboji, starejši z izkušnjami, mlajši pa s pogumom, smelostjo, tudi drznostjo lahko najdemo rešitve. Vsak zase in vsi skupaj, je povedala evropska poslanka Slovenske demokratske stranke Mazej Kukovičeva. Sredi Evrope lahko govorimo slovensko, znotraj Evrope smo varni, dolgoročno pa je pomembno, kako bomo kot narod samozavestno in z domoljubjem šli naprej. In da bo kakšna od dobrih idej ne nazadnje tudi dobesedno posajena v zemljo. V Sloveniji dihamo svež zrak in pijemo čisto vodo. So stvari, ki so tukaj enkratne in čudovite. Najti pa moramo priložnost v zemlji, do katere mladi nimajo toliko spoštovanja, kot ga imamo mi starejši. Zavedati se moramo, da je lahko zemlja tudi priložnost. Antibiotike danes jemo kot kruh, tudi v živalski krmi so. To lahko pripelje do trenutka, ko nad boleznimi ne bomo več imeli nadzora, je na aktualne probleme opozorila evropska poslanka. Zofija Mazej Kukovič je nadaljevala. Pomembna je tudi zakonodaja. Evropa se vrača v nujno industrializacijo, zato je tudi to potrebno odpreti kot politično vprašanje, da ne ponovimo napak prejšnje, ki je prinesla tudi veliko okoljsko onesnaženje. Nastajajoča evropska kmetijska reforma bo mladim prinesla veliko priložnosti. Tu bo pomembna tudi vloga vlade in lokalnih okolij, da bomo pri črpanju evropskih sredstev uspešni. Ključ do uspeha pa so ustrezno pripravljeni projekti.
Ne pozabimo, da Slovenija vsako leto uvozi 1 milijardo ton hrane. Gospa evropska poslanka, zanima me tale vaš projekt Hrana za zdravje in delovna mesta. Kdaj je pravzaprav ideja meso postala? Kdaj se je s tem začelo in kako bi lahko rekli, recimo, mogoče prav ta današnji dogodek tu v Borovnici, kako daleč je pravzaprav že prišlo do dejanske uresničitve te vaše ideje? Ja, do te uresničitve bo prišlo takrat, ko v Sloveniji ne bo več 10 in 10 tisoče hektarov poraščene zemlje, rodovitne zemlje, na kateri lahko raste hrana. Takrat bo ta ideja uresničena. Verjetno bo to trajalo leta, ampak že v letošnjem letu pa so dejansko te ideje bile posajene v zemljo, če se izrazi metaforično, kajti marsikje, ker prej nisem videla, da so sadili ali česen ali ajdo, bob, češeriko in podobne stvari, je letos tega po Sloveniji veliko videti. In tudi ti naši dogodki, ki želijo izobraziti vendar udeležence in širše vse ostale, kako lahko motiko povežemo z računalnikom, so zelo dobro obiskani. No, poglejte, ravno to je zanimivo, motiko povezovati z računalništvom. Tu pravzaprav gre tudi za medgeneracijsko sodelovanje. Namreč starejši smo z računalnikom manj spretni, mladi pa mogoče z motiko. Ja, oboje je res. Oboje je res in zaradi tega je nujno, da starejši ne samo naučijo mlade primiti motiko v roko, ampak da jim tudi vlijajo spoštovanje do zemlje. To je tisto, kar je vloga starejših. Mlajši pa bodo že naučili babice in detke klik na miško, ki je v bistvu vsaj fizično gledano bolj enostaven. Kje bi lahko rekli, da je pravzaprav dejansko ta potencial Sloveniji, recimo so to kakšna posebna področja ali posebna območja, kjer bi resnično mladi, če bi seveda doumeli, razumeli in imeli tudi voljo, lahko pravzaprav na zemlji našli svoj zaslužek oziroma svojo eksistenco? Kjerkoli se ozremo po Sloveniji, je to možno posod. Pa vendar tudi hrana sama zase ne prinese toliko, da bi nekdo živel celo življenje, imel plačo od tega, vkolikor tega ne povežemo v širši koncept Slovenije. Slovenije, ki lahko postane dežela zdravja. Slovenije, v kateri imamo ogromno priložnosti tudi za zdravstveni turizem, tudi za medicinski, kjer imamo veliko znanj, ko sem govorila z inštitutom, recimo Jožef Štefan ali Kemijskim inštitutom, kaj vse oni tudi na tem področju imajo razvitega, priznanega iz vidika svetovnih strokovnjakov, ampak ni pa vsega v življenju tako, kot bi lahko bilo. In tudi za hrano, kot smo slišali, so inovacije, so nova znanja, so raziskave izjemnega pomena, posebej pa kadar gre za povezavo tudi z zdravjem ljudi. Poglejte, mnogokrat pravimo, tudi danes je bilo o tem govora, da je morda veliko odkritega, veliko inovacij, premalo pa te inovacije sežejo, naj se tako izrazim, do zemlje ali v zemljo. Ja, res je, zaradi tega, ker smo postali salonski, zato je tudi to danes pod kozolcem simbolno srečanje, simbolno tudi zaradi tega, ker enostavno se srečujemo samo še v dvoranah, sicer z marmornatimi ploščicami, ampak mi v Sloveniji bi bolj morali poudarjati to življenje z naravo. Bolj to, da zrak, ki ga dihamo, da voda, ki jo pijemo, da ta zemlja, ki nas hrani, da je to nekaj, kar nima na svetu vsak. Oziroma jih je zelo malo, ki imajo te priložnosti. In mi moramo to potem povezati širše, tako z industrijo in tako z storitvami. Torej oboje lahko razvijamo iz tega vidika. Sam dokler imamo mi dobesedno poraščeno Slovenijo, ki se vsako leto dodatno zaraste za tisoče in tisoče hektarov, počasi nas bo to prekrilo. Torej, in namesto, da bi mi videli v tem gozdu pravzaprav priložnost, ki nas porašča in da bi videli priložnost v zemlji, v bistvu 20 tisoč mladih danes nima dela in 100 tisoč tistih, ki so mogoče malo manj mladi. Torej 120 tisoč ljudi. Rešitve ne bodo prišle same, evropske spodbude so, samo seveda jih mora tudi vlada znati zelo hitro implementirati v
realnost. Ljudje pa morajo biti pripravljeni na nekoliko drugačno življenje ali na neke nove izzive. Glejte, še nečesa se bom dotaknila. Pravzaprav to leti na vas osebno. Všeč mi je namreč, ste ena redkih političark, ki pravzaprav obiskuje ljudi. Ljudi tam, kjer živijo, ljudi tam, kjer se ustvarjajo problemi, oziroma tudi tam, kjer bi se problemi morda lahko rešili. Pravzaprav, kaj je pravzaprav vloga dejansko politike, ki pa jo politika ne opravlja? Jaz imam občutek, da politika je danes nekaj izjemno nepriljubljenega. Pač dvomi, se vidite, tudi euroskepticizem je zelo, zelo velik. Zaradi tega, ker ljudje preprosto ne verjamejo več tej daljavi, da smo politiki tako oddaljeni od ljudi, da nekaj govorimo tam daleč, ne pridemo pa dovolj blizu ljudi, in med ljudi, in poslušati ljudi, seveda poslušati tudi kritike, ki so vedno sestavni del tudi tovrstnih srečanj. In prav je tako. In res mogoče, da je čas, da se bo salonska politika, če jo tako imenujemo, preselila tudi bližje človeku. Ali mislite, da v Sloveniji imamo mogoče v tem času možnost, da dejansko zaorjamo neke nove ledine, da gremo naprej in da ne vem, kje vi vidite našo bodočnost? Predvsem vidim bodočnost v tem, da se ljudje resno aktivirajo, da začnejo razmišljati bolj, ustvarjati bolj za svojo bodočnost. Kajti to, kar se danes dogaja, da je Slovenija na zadnjem mestu v Evropi, to jaz sprejemam z izjemno veliko bolečino, tudi znotraj Evropskega parlamenta. In o tem, da se država rešuje na način, na hrbtih državljank in državljanov, torej z večjim davkom na vse, katarskim davkom, davkom na nepremičnine, na to, na ono, na davkom na dodano vrednost. Temu jaz pravim kot nekdanja direktorica, da pravzaprav namesto, da narediš organizacijo vitko, vzameš od ljudi, da lahko zdržiš svoj stas, ki je bolj širok, ne? To je čist primerjava s tem, kaj se pri nas danes dogaja. In ljudje že pravzaprav nimajo kje vzeti in ta apatija, ki je, to apatijo je na nek način treba zbuditi. Ne vem, če se bo zbudila s tem, da bodo davki večji in večji. Premalo je ustvarjalnega duha, premalo je te ustvarjalnega duha, mogoče tudi, ki bi ga politika vnašala med ljudi. Poleg teh stvari, ki se v Sloveniji dogajajo, ki so boleče. Če pa recimo greva na kmetijsko politiko, ali odpira recimo tudi politika kot taka možnost recimo projektom, ki so taki kot vaš? Pa seveda odpira, zaradi tega, ker nova reforma, kmetijska reforma bo 30% dajala poudarka bolj zelenemu kmetijstvu. Mladi bodo imeli dodatne stimulacije do 35 let stari posebej za to. Posebej za to, da bi se sploh lotili dela na zemlji, da bi se sploh lotili tega, da bi bila to tudi njihova samozaposlitev. Torej, veliko je spodbud politike, gredo v tej smeri, tudi na področju gozda, tudi na področju produktov, ki jih z gozda dobimo, ne samo hlode, ampak produkte, ki jih uporabljajo, da ne rečem visoke medicinske namene. Skratka, mi preprosto moramo narediti korak naprej. Ne iti nazaj proti lesenemu plugu, ampak iti res navzgor in uporabiti tudi to, kar nam danes tehnika nudi, seveda brez nas, brez poštenja v naš samih in brez enih normalnih odnosov pa nas težko kaj reši. Samo še eno vprašanje. Ali ste zadovoljni s svojim projektom, s tem natečajem o zdravi prehrani, ko hodite pravzaprav iz kraja v kraj, kjer se ljudje prijavljajo, kjer izbirate, imate komisijo in na vsezadnje boste izbrali nekoga in ga predstavili kot zgled. Kako pa to napreduje? Zelo dobro napreduje in to je projekt praktično za mojo dušo. Tega ne moreš delati, če si to samo prebral iz knjig. To je tudi moje življenje in zato tako verjamem v to in zato si tudi upam nekaj ljudi v to prepričati. Ekipa Požene Evropo je med drugim predstavila tudi primere dobrih praks z področja informacijske tehnologije v povezavi s pridelavo hrane. To področje je še v razvoju, zato je priložnosti veliko. Predvsem je pomembno, da potrošnik najde pot do biološko pridelane, sveže sezonske hrane, ki do krožnika ni bilo treba prepotovati na tisoče kilometrov.
Spoštovana gospa evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič in njena strokovna ekipa. Marjeta Cotman, bivša ministrica za delo, družino in socialne zadeve, je povedala, da smo danes žal med prvimi v Evropi, kjer brezposelnost mladih skokovito narašča. Brezposelnost mladih med 26 in 32 letom je grozljiva, skoraj 30-odstotna. Včasih je veljalo, če boš študiral, boš imel službo. A žal je danes med brezposelnimi veliko izobraženih mladih. Zemlja je seveda ena izmed priložnosti, ki bi se je morali mladi zavedati in jo danes izkoristiti. S spodbudami in možnostmi, ki so na voljo v Sloveniji, je mogoče marsikaj, je povedala Cotmanova. Doktorica Majda Černič-Istenič pa je poudarila predvsem to, da je danes tudi kmetijstvo v krizi in da je še kako pomembno, da se znanja in inovacije od tam, kjer se ustvarjajo, prenašajo do tistega, ki jih uporablja. V tem primeru iz akademske prakse v kmetijstvo. Danes ni pomembno več samo, da je hrane dovolj, ampak da je tudi varna in neoporečna. Vse več je tudi osveščenosti, da je potrebno spremeniti odnos do živali. Tudi znanja na lokalni ravni je veliko in predvsem je pomembno reševati probleme iz realnosti. V kmetijstvu je mreženje pomembno, mora pa biti partnersko, ne hierarhično. Kristl Ogris pa je pripovedoval o vsemogočih možnostih povezovanja preko interneta, spletnih strani in socialnih omrežij in aplikacij, ki jih danes ponuja tehnologija. Oj, trigrav spomino mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsak dan. Ko je najhuje, je potrebno po svoje naprej. Marsikaj je potrebno potrpeti in poiskati novo pot. Pri tem, da vemo, da imamo danes zaradi interneta svet na dlani. Če bomo vsi v to investirali, bomo lažje verjeli v dolgoročno prihodnost Slovenije. Potrebujemo tudi domoljubje in tega nam manjka, ali pa se tega niti ne zavedamo. Imejmo radi svojo domovino, je govor zaključila Zofija Mazej Kukovič. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan.